Fenomeni In današnji fenomen, ki je doom scrolling, gre pa torej za pretirano preživljanje časa o branju zlasti negativnih novic na spletu in na družbenih medijih. Zdaj, modus operandi poznate, to je, da se usedeš na kavico ali pa čakaš v čakalnici ali pa se voziš z avtobusom ali pa in preprosto klikaš. Scrollaš, predvsem scrollaš, Mihane. Scrollaš, pardon. Klikneš na Twitter profil nekega politika, s katerim se ne strinjaš in scrollaš po njegovih tweetih, dokler ne postaneš tako besen, da odložiš telefon in potem pa čakaš pol ure in ponovi. In ugotoviš, da bi se spet strupil. Tako, ja. In ne moreš brez. Ok, zdaj, če se sprašujete, kakšne novice naj pa konzumiramo, saj so same slabe, v resnici niste daleč od resnice, ampak pojdimo lepo počasi k vragu. Ja, če ste se torej že kdaj zalotili, da sta naenkrat minili 2 uri, odkar ste začeli scrollati po Twitter profilu Elona Muska, ali pa ste se kot uročeni znašli med Facebook komentarji pod člankom o tem, kaj si Marko Potrč misli o ukrajinsko-ruski vojni, utegnete biti najmanj rekreativni doom scroller. Ok, Boris, tole, kar si povedal, vse štima, ampak bi pa naredil en poudarek na tem mestu. Ne? Da ne bo kdo narobe razumel, da je doom scrolling odpade samo na neke rekreativne teoretike, zarote, neke prostovoljne novinarje, ki bivajo tam nekje v obskurnih predelih družbenih omrežij. Ne? Ni povsem tako. Ne? Recimo mainstream mediji ali pa stari mediji, kot smo Val 202, MMC, BBC, CNN in tako naprej, nismo ravno nedolžni. Ne? Vojne, bobne in kataklizmična jajca, te stvari so pravzaprav skoraj praviloma spočete kar v mainstream medijih. Sploh je pa zadnje čase vtis, da svet ni čisto pripravi. In da potrdimo ta vtis, je Luka na ključne srečnice in srečneže pozval, naj svoje občutke o svetu v tem trenutku strnejo v eno samo besedo. Kako bi torej rekli občutje sveta z eno samo besedo? Zaskrbljujoče. Kaos. Zaskrbljujoče. Kaos, na primer. Kaos. Zaskrbljujoče. Wow, zaskrbljujoče in kaos. Tako nekako se počutimo, ne? Po drugi strani, ja, Boris, ne, a to počutje dejansko odseva našo družbeno-politično realnost čist? Sej to, življenje v 21. stoletju naj bi bil Miha privilegij. Ne. Tako smo se vsaj učili pri urah zgodovine v osnovni šoli, ne. Še nikoli ni tolikšen delež ljudi živel v tolikšni materialni blagini, s tako visoko pričakovano življenjsko dobo in tolikšno količino znanja na dosegu dlani. Ampak ravno ta količina znanja in predvsem količina dezmiz in informacij nas pripelje do današnjega fenomena. Ne. Iz evolucijskega vidika namreč je doom scrolling povsem biološki refleks. Ker če so naši predniki v jamah slutili, da obstaja neka nevarnost, so želeli o njej čim več poizvedeti. Ne. Če si ti mislil, da slišiš mogoče izven svoje jame leva, si šel pogledat, če je tam res lev. Ne. In tako si imel v bistvu čim večji nadzor nad svojo varnostjo. Danes, ko nam pa mediji servirajo 1500 nevarnosti na dan, v našo jamo, pa res ni težko zapasti v toksičen cikel samoinformiranja, da bi zadostil to svojo povsem evolucijsko željo potem, da čim bolj poznaš vsako nevarnost in vsakega sovražnika, in problem nastane, ko ugotovimo, da se je v bistvu precej lažje braniti pred sosednjim plemenom ali pa pred levom, kot pa denimo pred neustavljivo težo podnebnih sprememb. Ja, še dobro, da nam za podnebne spremembe vse bolj dol visi, sploh, ker tudi naše bombe v Ukrajini puščajo dober ogljični vtis in ker nas v resnici, odkar so nas na MMC in Pop TV prepričali, da smo pripadniki zahodnega plemena, ki se bori proti vzhodnemu plemenu, vse bolj skrbi ta plemenska svetovna vojna. Ne? Luka je spraševal, to smo mu naročila, eno tako zelo zagatno spraševanje, doom scrollersko, kako se bo končal svet, kakršnega poznamo? Jedrska vojna, in to je lahko pol kontinenta, pa celo celega določeni posamezniki oziroma države zbrišejo. In to je, mislim, da edini vidik, ki bi zbrisal svet oziroma povzročil konc sveta. Ja, mislim, zelo simpel nuklearna vojna med Rusijo in
Ameriko, ne? Oziroma NATO. To se sliši simple way trenutno. Tak verjetno pričakovan odgovor je kakšna nuklearna vojna, ki bi pač čisto uničila svet. Nuklearna vojna, to je taka stvar, ki jo imamo ljudje pod nadzorom, trenutno stanje pa je zelo razgreto in zaradi tega bi rekel, da je to najverjetnejši scenarij. Zavladalo totalen kaos med človeštvom. Pač vsi bomo samo v vojni in v sporu in bombe, rakete, petarde, ne vem, samo konec. O, Kristus. Mislim, zdaj smejiva, ampak ta smeh je tako napol histeričen smeh. Zdaj pa, gospe in gospodje, ki tole poslušate, da ne bo kdo slučajno pestoval mnenja, da smo s kakšno veliko težavo po Ljubljani okrog iskali ljudi, ki bi razmišljali tako apokaliptično, sploh ne. Ja. Luka je dejansko prišel nazaj popolnoma bled in je rekel vsakemu, ki se mu nastavil mikrofon pod nos ali pa vsaki, je začel trobezljati o nuklearni apokalipsi. In o neki svetovni vojni, v katero bodo udeleženi vse bolj vsi. Mislim, popolnoma normalno je, da bo človek doom scrollal, če se takole počuti. Ne? Treba je namreč vedeti, ne, koliko časa še imamo, da si kriptoportfelj nakažemo nazaj na svoj TRR. Skratka, simptomi doom scrollinga so v nekaterih primerih lahko zelo podobni simptomom depresije. Ne? Anksioznost, težave s spanjem, izguba apetita, težave v odnosu, izguba fokusa. Ja, in v raziskavi v Veliki Britaniji so ugotovili, da okoli 16% ljudi kaže izredno problematične simptome ob vnosu negativnih novic in informacij, torej veliko stopnjo anksioznosti in močan upad mentalnega in fizičnega zdravja ter resen dvig kortizola, oziroma stresa. Zgolj 28% anketiranih pa je bilo asimptomatičnih, torej takšnih, ki jim negativne novice in informacije v medijih ne predstavljajo nobenih težav. Ugotovitev je torej sledeča. Na veliko večino ljudi negativne novice, s katerimi nas prostovoljno ali neprostovoljno bombardirajo, tudi negativno vplivajo. Mentalno in fizično. Raziskava o odtegnitvenih sindromih. Zelo verjetno obstaja. Kako bi začeli ti anketirani ljudje, ki vidijo po jutrišnjem jedrsko apokalipso, gledali na svet, če bi jim to možnost doom scrollinga za en teden vzel? Ne? Ja, bravo. Ali pa prisilnega doom scrollinga. Čeprav prisilni doom scrolling ne obstaja. A to spada v kategorijo doom scrollinga, da ti poslušaš drugo jutranjo kroniko ali pa poročila in so tam ključne besede potres, pandemija, vojna, pandemija, po mojem, potres. Boljša beseda bi bila usiljen, ne prisiljen. Usiljen. Ker ni, noben te ne sili, da to poslušaš, ampak ti to poslušaš, pa te spotoma, ne da bi se res nek konsens dal, ljudje prepričujejo to, da bo danes konec sveta oziroma jutri. Ne. Ja, ampak ful pomembno je, na kakšen način to oblikuje družbeno klimo, naše počutje, absolutno. Naše, bom rekel, kolektivna stremenja, naše kolektivne strahove. Ne. Zato je Luka mimoidoče spraševal tudi to, pravzaprav najpomembnejše vprašanje, ne, kako se pa počutijo ljudje, kaj začutijo ob teh baražah slabih novic, s katerimi jih v bitki za pozornost obstreljujemo medijske hiše v imenu medijskih hiš in seveda posamezniki v imenu lova lastne pozornosti. Ne. Ja, tudi veselje, ne na zadnje, ampak več je neke skrbi, nekega dvoma mogoče v sočloveka. Začnem se sekirati, kam gre svet, ker so večinoma negativne novice. Ja, vse me dotakne v glavnem. Večinoma je neka žalost zaradi teh novic, ki so res negativne in res lahko vplivajo tudi na počutje človeka. Čustva niso glih pozitivna, so včasih zafrustrirana, jezna, žalost, pač res ne pozitivna, oziroma res redko kdaj. Mogoče poskušam iskati pozitivo, ampak vedno te zadane kakšna negativna in tista te vedno pritegne. Potem pogledaš, padeš v eno negativno novico, jo preveriš, se zamisliš, kaj to pomeni in potem brskaš še dalje in ponavadi se ujameš v nek začaran krog negativnih misli. Bravo, točno tako. Očitno smo ujeti v začaranem krogu negativnih misli. Pomisli, stari, ne, vse, ko vidiš novico, slonica v nekem rezervatu je zarodila nove 3 mladičke, vsi so zdravi in celi.
kar nekaj. Ko pa slišiš, v Bangladešu je razneslo tovornjak oziroma avtobus z 50 šolarji na krovu, si pa tako, no to pa je nekaj, kar me intrigira. Ne? In greš googlat in gledaš in raziskuješ. Ne, to je dejansko nekaj, kar funkcionira onkraj zavestnega, ne? Nekaj, kar spremeni mojo možgansko biokemijo dejansko. Ne? Se ti zdi, da smo sposobni kot človeštvo premost ta dvig kolektivne zavesti, da bi nas na isti način intrigirale pozitivne novice kot tudi negativne? Ja, jaz mislim, da moramo vnose vsebin začeti enačiti z vnosi substanc. Ne? Če so določene substance prepovedane ali pa vsaj odsvetovane ali pa strokovno upovedane kot substance, s katerimi moramo ravnati izjemno previdno, je sigurno svet informacij ali pa ta informacijska župa ena substanca, s katero pa človeštvo nima v taki meri izkušenj, kot jih imamo danes. Ne? In ne si tega delati, ljudje božji, ker se lahko zgodi, kaj že, Boris? Ja, v najhujšem primeru doom scrolling lahko postane človekova identiteta, negativne novice njegova osebnost, počutje pa odvisno od tega, kaj je tweetnil ta in o čem je po poročilih govoril tisti in tisti. Takšni ljudje v vseh raziskavah beležijo izjemen skok v tveganju za mentalne in tudi fizične bolezni. To je zdaj na ravni posameznika. Ne? Predvsem pa je treba opozoriti tudi na kolektivne mentalne bolezni, ki se jim reče pa lahko z drugo besedo in vse premalokrat jih tako poimenujemo tudi miti, ne? Ker treba se zavedati, da vsaka pizdarija, ki jo je zagodilo človeštvo v zgodovini, dejansko je bila posledica nekih kolektivnih mitov. Ne? Vse se vedno začne s propagando, z novicami, zavitimi v kontekst dobrega in zlega, naših in ne naših, in da zares poči, mora biti najprej izpolnjen en pogoj, da se konsolidiramo kolektivno na teh idejah. To je pa mogoče samo tako, da ta sranja nekritično spuščamo vase, konzumiramo. Ker vedno nam poleg zla predstavijo idejo, ki nas, ki smo dobri ljudje, postavijo tudi v tabor dobrih, torej naših. Ampak problem je v tem, ker to verjamejo tudi zli, ne? Tudi razni Rusi pa, ne vem, Izraelci ali pa Palestinci in tako dalje. Da delajo dobro, so verjeli tudi tisti, ki so jim sodili na Nürnberških procesih, pa tudi mi smo verjeli, da delamo dobro, ko smo recimo v koaliciji voljnih napadli Irak zaradi neobstoječega orožja za množično uničenje. Vedno gre za idejo in konsens. In ta je posledica doom scrollinga. Ja. Lepo si to povedal, absolutno. Boris, kaj bi za konec dodal? Ja, zdaj tole, ne. Psihologi, ki pojav resneje preučujejo, predlagajo, če se vrnemo nazaj k posamezniku, Miha, ne, da bi se naj diagnosticirani doom scroller moral nekako zamotiti. Torej, ne. Okay. Se pravi, namesto ene ure ali 2 ur scrollanja po platformah, ki propagirajo te omenjene mite, ki si jih tako lepo razčlenil. Ali pa slovenskem političnem Twitterju. Ali pa slovenskem političnem Twitterju, absolutno ne. Greš torej na, ne vem, 1-urni sprehod. Ali pa kavico s prijatelji. Ja, da opazuješ svet, ne, ker svet v resnici ni tak, kot nam ga sugerira. Absolutno. Jo čustva, ki nas napolnijo po enem sešnu doom scrollinga. Ne. Jaz nisem psiholog, nisem pa tudi neumen. Ne. Takole bi rekel, ne, v času, ko je glavni biznis na svetu to, da našo pozornost usmerjajo v ne naše interese, je najboljši upor to, da jim te pozornosti preprosto ne damo. Bravo. In verjamemo samo tisto, kar je res. In tega, kar je res, je v resnici precej. Ne. Med drugim tudi to, da bi vsi ljudje na svetu bili radi na toplem, na suhem, na varnem, siti in objeti od bližnjega. Ne. Tudi v Rusiji, če verjamete ali pa ne. Vse, kar nam drugega naplozajo mediji, ni naše, pika. In če smo pri tehnologijah, bi pristavil še svojih 5 centov. Če si na časovnici, to je pa dokazano, ne. Počneš, da je to, Boris? Boš mogel najprej razložiti. Jaz imam zadnje čase in tak močen poriv, da na časovnici klikam vsebine pa ljudi, ki so na nek način navdihujoči ali pa sporočajo neke presežne stvari v imenu, kaj pa vem, ljubezni in miru. In ko se ti zloži par takih modelk ali pa modelov v časovnici, v neki minimalni časovni enoti, ne, se lahko zgodi, da začneš verjeti, da vojna ni edina alternativa, ki lahko sledi temule slabemu dnevu človeštva. Ne.
To si pa res lepo povedal, Miha. Mal sem patetičen, ampak, No, pa- ampak deluje. Ne? Malo pa moramo biti včasih, veš Mal pa kaj. moramo biti.